Spoštovani gostje, udeleženki in udeleženci, lepo pozdravljeni na spletnem seminarju z naslovom Produktivnost in digitalizacija. Dogodku, ki ga organizira Združenje za poslovno-storitvene dejavnosti pri Gospodarski zbornici Slovenije. Moje ime je Nenad Čutanovac, sem direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije. Prvič pa se vam danes oglašam tudi kot direktor Zbornice poslovno-storitvenih dejavnosti, s katero se povezujemo. Pomemben del Združenja poslovno-storitvenih dejavnosti predstavljajo svetovalci poslovodenju oziroma Zbornica za management consulting, s katero pravzaprav smo današnji dogodek tudi pripravili. Smo v času epidemije, ko je vse drugače, kot smo bili navajeni. V mnogih panogah in organizacijah veliko število zaposlenih dela od doma s pomočjo digitalnih orodij. Po naši oceni nekje okrog 30% zaposlenih. Na digitalen način poteka izobraževalni proces, komunikacija s prijatelji, celo glasbene koncerte in gledališke predstave lahko spremljamo na daljavo. Ne da bi si tega res želeli, pravzaprav pa je verjetno dejstvo, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo, in da bomo z umiranjem epidemije prešli v obdobje nove normalnosti, ki bo bolj digitalna. Nekakšna kombinacija starega in novih izkušenj. In kot bi rekel naš kolega dr. Dan Podjed, antropolog, verjamemo na novo normalnost, ne na novo nenormalnost. Šala na stran. Cilj današnjega dogodka je pokazati, zakaj digitalizacija, kako le-ta vpliva na produktivnost in kakšni so njeni drugi poslovni učinki. Med drugim seveda tudi, kot rečeno, večja odpornost na nepredvidene dogodke. Ter kakšno vlogo pri tem lahko odigra sodelovanje podjetniškega sektorja s poslovnimi svetovalci. Na uvodnem predavanju z naslovom Digitalna preobrazba, ključ za dvig blaginje Slovenije v izvedbi dr. Petra Vosnerja se bomo seznanili s poročilom Urada za makroekonomske analize in razvoj Republike Slovenije o produktivnosti, katerega jedro govori o ključni vlogi digitalizacije ali bolje rečeno preobrazbe pri tem. V predavanju bo predstavljeno, kakšno je stanje digitalne preobrazbe v Sloveniji, ter kaj, če želi Slovenija iz tega procesa narediti zgodbo o uspehu, mora na svoji strani narediti podjetniški sektor. Po ogrevanju s predavanjem pa se srečamo na okrogli mizi z naslovom Produktivnost in digitalizacija, kot smo tudi poimenovali naš današnji dogodek. Skozi okroglo mizo bomo prisluhnili mnenjem in pogledom današnjih gostov, kakšen je pomen digitalizacije pri dvigu produktivnosti in kaj so njeni drugi, tudi pomembni učinki. Tudi skozi različne primere iz prakse slišali bomo, kako lahko pri razumevanju vloge digitalizacije in njenih poslovnih koristi pri pripravi, na primer, digitalne strategije, digitalnih projektov in tako naprej pomagajo svetovalci. Ter kar mora storiti država, da podpre digitalizacijo in s tem razvoj podjetij in blaginjo Slovenije. Prav tako bomo odgovorili na vaše vprašanja, zato vas vabim, da jih med predavanjem in kasneje med okroglo mizo posredujete preko možnosti Q&A in s tem popestrite dogodek. Današnji seminar sicer tudi snemamo, posnetek vam bo po dogodku tudi na voljo. Zdaj pa z veseljem vabim na virtualni oder dr. Petra Vosnerja, avtorja poročila Umarja, da nam predstavi ključna sporočila. Peter, izvoli. Hvala lepa, Nenad. Lep pozdrav vsem. Najprej, da povem, da poročilo o produktivnosti je seveda skupen napor Urada za makroekonomske analize in razvoj. Če se prav spomnim, nas je 16 soavtorjev. Res pa je, da sem bil jaz urednik, zato meni pripade ta čas, da se najbolj pri njegovi promociji pojavljam v javnosti. Če dovolite, bi vas popeljal skozi prezentacijo, ki sem jo pripravil na ta račun. Samo preverjam, če se vse v redu vidi. Vse, dobro. Torej, poročilo o produktivnosti je nekaj, kar Umar pripravlja vsako leto v funkciji nacionalnega odbora za produktivnost, to je malo v kontekstu tega skupnega upravljanja znotraj EU-ja. In letošnja posebna, kako rečem, tema, poleg analize, kaj se dogaja na splošno, je bila ravno digitalizacija. Zdaj, Nenad, glede na tvoj uvod na začetku, bi rekel, pravzaprav to, kar bi rad danes se sprehodil čez, je poleg teh tehnikalij, kar bomo zdaj
pokazal. Kar se tiče sporočila, je tisto ključno vprašanje, s katerim se mi bi mogli zdaj verjetno ukvarjati, kako to novo normalnost, o kateri si govoril, narediti boljšo od tiste, ki je bila stara, v smislu, da žalujemo za tem, kar smo zapustili, pa da gremo v nekaj novega, ampak nekaj takega, da si naredimo, da bomo v tem živeli lepše in boljše. Je pa res, da če ne bomo, torej skozi ta priporočila, skozi katera se bom potem sprehodil in tudi utemeljil, zakaj verjamemo, da je to res nujno treba narediti, potem pa, in na to bom tudi opozoril, smo seveda potencialno soočeni tudi s kar precejšnjimi tveganji. In zdaj, danes bi se jaz relativno hitro sprehodil čez zgodbo, kaj se v Sloveniji dogaja, v kakšnem kontekstu je to vpeto, kaj se dogaja na globalni ravni. Osrednja teža seveda na področju digitalizacije, priložnosti, tveganja in stanje in potem predvsem se bomo sredotočili glede na pretežno prisotnost podjetij, kaj menimo oziroma kaj literatura priporoča in svetuje, da je treba narediti na strani podjetniškega sektorja, medtem ko seveda je seznam na strani države tudi zelo dolg, vendar pa bomo o tem več rekli potem na okrogli mizi. Tako da bi vas prosil, če se pripnete, da vas relativno hitro in intenzivno popeljem skozi zgodbo, kot smo jo nekako sestavili oziroma jo vidimo na Uradu za makroekonomske analize in razvoj. Poglejmo najprej, kar se dogaja s tole produktivnostjo in konkurenčnostjo. Tukaj je ključno sporočilo, do katerega smo prišli, je, da je tukaj tako, kot je šlo do zdaj, ne bo šlo več. Ne bom se spuščal v detajle, dovolite samo eno slikico na to temo. Tole je na levi strani, vidite, bruto domači proizvod na prebivalca v zadnjih 2 desetletjih. Kot vidite, malo gor, malo dol, več ali manj ravno. Tisto, kar ni ravno, pa je, in to je ključno sporočilo, posledica izključno povečevanja stopnje zaposlenosti, ker ko gre za produktivnost, torej ko gre za to, koliko vsak od tistih, ki dela, ustvari, vidite, da je ta črta praktično popolnoma ravna. Oziroma je ravna saj relativno glede na ostale. In to je seveda tisto, ravno ta produktivnost pa je tisti vir, iz katerega država lahko povečuje financiranje recimo tudi javnih storitev za tiste, ki so bolj nagnjeni k temu, oziroma po drugi strani, iz katerih si lahko plačujemo tudi višje plače, beri, iz katerega lahko bolje živimo. Ker so te slike dostikrat take malo hladne, sem pripravil eno sliko, s katero bom pol tudi zaključil, namreč, če malo parafraziram, to, kar v Sloveniji delamo, je tale, smo predvsem vlečemo bolj, nas več poriva oziroma vleče bolj intenzivno oziroma manj intenzivno, ne spreminjamo pa načina, kako funkcioniramo v smislu, da bi res pospešili, da bi šli v višji rang velikosti. In to govorim z vidika gospodarske dinamike ali pa podjetniške dinamike, podjetnosti, inovativnosti, kakorkoli želite. In to se mi zdi ena taka stvar, ki bi si jo mogli močno vtisniti v dno duše. In sicer zakaj je pa to ravno v tem trenutku tako izjemno pomembno? Tukaj bi se pa naslonil na zgodbo, ki je podrobno predstavljena v poročilu, namreč o megatrendih, in ne bi začel z covidom, pač pa s tem, kar se je dogajalo pred covidom. In kot boste videli, je pravzaprav veliko stvari, ki se danes pripisujejo covidu, se je v resnici dogajalo že prej. To pa je, zdaj se mi zdi, se že kar malo prijemlje ta izraz, namreč, da se karte v okviru globalnih verig vrednosti, kdo torej proizvaja kaj, kje se proizvaja kaj, katere funkcije kdo prevzema in posledično koliko od tega ima, se delijo na novo. To je neka, se mi zdi, fraza. Kar pa je proces, ki je bil spodbujen iz vrste razlogov že vsaj v zadnjih 5 letih. Če pogledate gradiva OECD-ja, boste videli, da se je o prelomnosti govorili že leta 2017. In ta prelomnost delitve kart vam praktično literatura zelo enoznačno pove, kaj bodo ključni faktori, ki bodo vplivali, kdo bo iz te zgodbe izšel kot zmagovalec. To pa bodo tisti, ki bodo, se pravi, vlagali v znanje, torej podjetja bodo šla tja, kjer bodo znanje, kjer bo neoprijemljivi kapital, povečala pa se bo tudi teža, relativna teža storitev in vključenosti v globalne verige vrednosti. Lahko bi razdelal ta vključenost v globalne verige vrednosti, seveda ni v smislu samo, da si torej dobavitelj, pač pa ne, tudi kakšna je tvoja funkcija, kakšna je tvoja centralnost znotraj teh globalnih verig vrednosti. Samo še en detalček, morda, da začinem to sporočilo malo za občutek. McKinsey ocenjuje, da je za razliko od prejšnjih industrijskih revolucij prehod v 4. industrijsko revolucijo bo zahteval vsaj 2/3 investicij v neoprijemljivi kapital, za razliko od prej, kjer je predvsem štelo, kako hitro so države oziroma regije in podjetja
vlagala v oprijemljivi kapital. Skratka, smo v fazi, in to smo bili že pred COVID-om, ko so se karte delile na novo, COVID pa je seveda ta proces samo še pospešil. To velja tako v smislu digitalizacije, kot v smislu preoblikovanja oziroma reorganizacije globalnih verig vrednosti, kar je za Slovenijo seveda lahko tudi pomembna priložnost, ker lahko, veliko se zdaj govori o tej delni, morebitni deglobalizaciji, se pravi, da bi proizvodnja prihajala spet bližje končnim kupcem, kar je ravno za države, kot je Slovenija, lahko zelo pomembno, če bomo seveda oddelali svojo domačo nalogo. Zdaj, zakaj je to tako zelo pomembno? Zaradi tega, ker to domačo nalogo, z njo se ukvarjajo vsi, enotno pa je mnenje, da ne bodo vsi tako dobro izšli iz te zgodbe, ker tudi koliko to domačo nalogo bomo dobro oddelali, seveda ne bo enako. Ne samo zato, ker bodo nekateri modreje se odločali kot drugi, pač pa tudi zato, ker so nekateri v boljši izhodiščni poziciji, imajo večje tako institucionalne kot finančne kapacitete. V tem kontekstu je seveda zelo važno, kaj države in regije delamo, ko se zdaj odzivamo na ta COVID. In tukaj, kot verjetno ste že naleteli tudi na to, da recimo Slovenija, ko gre za vlaganje v neko krepitev razvojne kapacitete, v protikorupcijskih paketih do sedaj praktično ni imela popolnoma nič, kar glede na literaturo gotovo ni dobra popotnica. Zdaj, zakaj je to problematično, če se vrnem za trenutek nazaj na produktivnost? Zato, ker smo že tako v trendu, ki ni najbolj obetaven. In to zdaj se ne bom toliko danes naslanjal na to, kaj država, so šibkosti morda države, tudi podjetniški sektor, se bojim, če gledamo zadnje desetletje, ima kar nekaj, kako ne rečem, še dolga v smislu, vemo, da smo šli skozi konsolidacijo, ampak tudi v zadnjem obdobju gospodarske rasti so vlaganja, torej investicijska aktivnost podjetij je bistveno nižja kot v prvem desetletju in še bistveno bolj problematično, ko gre za znanje. Slovenija, torej ocena Umarja je, da znanje še predstavlja našo primerjalno prednost, vendar to velja vsako leto manj. In je praktično skoraj katerikoli kazalnik pogledamo, pridemo do enake zgodbe. Naprimer, zgoraj desno, pri vlaganjih v vseživljenjsko izobraževanje. Pri vlaganju v strukturi, v deležu vlaganj podjetniškega sektorja v neoprijemljivi kapital smo na povprečju, druge države naslovijo. Tole desno je slika, koliko podjetja vlagajo v raziskave in razvoj. Tole rdeča slika. To še ni bilo objavljeno, to verjetno bo objavljeno v poročilu o razvoju, na katerem zdaj delamo, ampak tudi tukaj vidite v času konjunkture absoluten znesek vlaganj podjetniškega sektorja v raziskave in razvoj, torej še pred COVID-om je imel negativni trend, sicer s povečanjem v letu 2018, vendar hočem reči, kar sporočamo, tukaj smo na napačni strani zgodovine, tam tisto, kar je najbolj pomembno, praktično našo relativno pozicijo, ko gre za dinamiko in vlaganja, delamo premalo. In to se, kot boste videli, začenja pokazati tudi v naši konkurenčnosti oziroma podatkih. Zdaj pa, kar se tiče digitalne preobrazbe. Zdaj, to smo seveda izbrali ne naključno kot osrednjo temo, preprosto zato, ker je to desetletje bo zaznamovala digitalizacija. Ta digitalizacija je tudi glavni gonilna sila te nove delitve kart in preoblikovanja globalnih verig vrednosti. In te seveda prinašajo vrsto priložnosti. Torej, kar tukaj sporočamo je, digitalizacija ni nekaj, kar se bomo odločali, ali gremo v to ali ne. To se bo zgodilo v vsakem primeru. Produktivnostna premija tukaj je enostavno prevelika in vprašanje je samo, ali gremo v digitalizacijo ali pa se bo pač ta zgodila brez nas. Vendar pa znotraj tega, morda en poudarek, pri nas se zdi, kot da praviloma razumemo digitalizacijo bolj ali kot informatizacijo, govorimo o e-računih, ERP-ih, CRM-ih in tako naprej, to, kar bi nekako bolj imenoval kot informatizacijo, za razliko od prave digitalne preobrazbe, kjer je bolj poudarjen ta kvalitativni vidik, inovacijski vidik, uvajanje novih poslovnih modelov. To samo za ilustracijo, morda tukaj na stran, da tole je ena Deloittova študija lanska, kjer kaže, da v bistvu tiste najbolj uspešne, torej bolj uspešne, bolj digitalno zrele pač podjetja seveda razumejo glavno dodano vrednost, predvsem skozi kvalitativni vidik, ne pa skozi vidik zmanjševanja stroškov. In to je nekaj, kot boste videli, kjer bomo, kar izrazito poudarjamo, tudi ugotavljamo kot minus
na strani Slovenije, da se tega premalo zavedamo. Zdaj, o velikosti tega vpliva se ne bom spuščal, tle so različne ocene, vsekakor pa velja, da je konsens, da bo digitalizacija ključni faktor gospodarske rasti in tudi rasti produktivnosti v prihodnje. Znotraj tega bi pa posebej poudaril ugotovitev, da seveda ne gre samo za to, koliko bo kdo šel intenzivno v ta proces, pa še posebej, kako hitro bo v ta proces šel. Samo ena slikca, tole spet tudi od McKenzie-ja, tisti, ki bodo, to zdaj za uporabo umetne inteligence, na primer, tisti, ki bodo v prvem krogu, v prvi kohorti, bodo seveda od tega imeli ogromno, tisti, ki bodo zaspali, pa bodisi malo ali celo seveda bodo zaostali. Zdaj, na drugi strani, kdor v to ne bo šel, bo seveda izpostavljen, če je temu tako, glede na zdaj, če to združimo, dvigne višja produktivnost, se pravi, tisti, ki bodo šli prvi, bodo od tega imeli veliko, iz tega enostavno pomeni, da bodo verjetno nekateri imeli hude težave, ker utegnejo iz te zgodbe produkcijske, v smislu tudi storitev seveda, izpadli, potencialno izpadli, in tukaj Slovenija je potencialno zelo ogrožena, to je ocena OECD-ja o stopnji ogroženih delovnih mest, kjer smo drugi po visoki verjetnosti znotraj OECD-ja. Zdaj, iz tega potem seveda bi v Sloveniji hitro rekli, pa moramo pa še bolj paziti, nasprotno tisto, kar sporočamo, digitalizacija na ravni podjetij povečuje zaposlenost, se pravi tisti, ki bodo prvi, tisti, ki bodo šli intenzivno, tam se bodo tveganja seveda zmanjšala na agregatni ravni, je pa seveda na državi, da aktivno upravlja s tem prehodom, zaradi tega, da ne bi določene skupine ljudi ali tudi območij seveda skozi ta proces potegnile kratko. In to eden izmed najboljših načinov je seveda, da se pravočasno preusposobi prebivalstvo glede na kompetence, ki bodo potrebne v 4. industrijski revoluciji, kar smo tudi pokazali v poročilu produktivnosti, da se s tem v Sloveniji nismo dobro spopadli, ker predvsem ugotavljamo, torej opredeljujemo kot deficitarne, na primer, tiste poklice, ki jih potrebujemo ta trenutek, nihče pa se ne vpraša, kaj bo z njimi, kakšne bodo potrebe čez 5 let. Zdaj, če se dotaknem na drugi strani, kakšno je stanje, ko gre za digitalizacijo v Sloveniji, pravzaprav smo bili kar malo presenečeni, so po podatki European Manufacturing Survey, kjer sodeluje univerza, torej Fakulteta za strojništvo v Mariboru, to so mikropodatki, 128 podjetij predelovalnih dejavnosti, in podatki so pokazali, da pravzaprav z vidika pripravljenosti, to so nivoji pripravljenosti za industrijo 4.0, pravzaprav je ta struktura kar podobna tudi bolj razvitim državam, kot so Nemčija, Švica ali Avstrija, kar je bilo pozitivno sporočilo, se pravi z vidika strukture načeloma podatki kažejo, da niti ni podjetniški sektor v slabi kondiciji. In to ni edini vir, ki govori v to smer, je pa res, da nekateri drugi podatki kažejo tudi obratno. Tole, na primer, je bila študija, ki je bila narejena za Evropsko komisijo, ki na področju, to je bilo delano poleti objavljeno, to je bilo poleti, torej anketa izvedena, torej nadpovprečni rezultati slovenskih podjetij in to v vseh velikostnih segmentih, torej podjetij. Je pa res, da na drugi strani, če pogledamo digitalizacijo, na primer poslovanja, obstaja zelo velika razlika med velikimi in torej je tole rang oziroma mesto, kjer se uvrščamo znotraj EU-ja, to je iz lanskega poročila o produktivnosti. Torej, ena izmed stvari, o katerih tudi morda danes za debato, ena izmed kosti, ki bi jih rad danes vrgel, je, da se nam zdi, ugotavljamo, da očitno obstaja zelo velik, torej vedno človek seveda normalno pričakuje razliko med velikimi in srednjimi in majhnimi podjetji, vendar se vedno bolj zdi, podatki grejo vedno bolj v smer, kot da je ta prepad res zelo velik in da bo treba z malimi in srednjimi podjetji bistveno pospešiti. In ta pospešitev se nanaša na par dimenzij. Ena izmed nje so seveda pospešena vlaganja, kjer Slovenija primerjalno zelo zaostaja. Govorim tudi o podjetniškem sektorju, torej tukaj gre kar za skupno, torej povečujejo se vlaganja v programsko opremo in podatke, padajo pa vlaganja v računalniško opremo, pa tudi telekomunikacijske storitve, zdaj se sicer malo pobira, ampak to je premalo glede na zaostanek, ki ga imamo.
Hkrati pa, torej, ko gre za to informatizacijo poslovanja, so velika podjetja praktično med najuspešnejšimi v EU-ju, to so pravzaprav zelo prijetno gledati te podatke, ko gre za mala in srednja podjetja, smo nekje na povprečju, vendar pa bolj gremo v te kvalitativne vidike, večje so zaostanki oziroma bolj se vidi, v čem je pravzaprav problem. In ključno, to je eno izmed morda ključnih sporočil mojega, torej tega uvodnega predavanja, in to je, da v Sloveniji očitno moramo ne samo pospešiti digitalizacijo, pač pa tudi njeno razumevanje. To pa je, da preidemo od interpretacije digitalizacije kot uvajanja teh enostavnih, torej pod narekovaji enostavnih rešitev, torej poslovne informatizacije, ERP-ov, CRM-jev recimo, kjer sicer zelo zaostajamo, k temu, da razumemo in preoblikujemo podjetja in jih digitalno preobrazimo, naprimer v smislu uvajanja novih poslovnih modelov. Te podatke smo tudi pogledali, pravzaprav veliko podjetij o tem pravi, da se s tem ukvarja, vendar ko se pogleda, kakšne prihodke iz tega ustvarjajo, se vidi, da je ta delež prihodkov v bistvu zelo majhen. Enako se pokaže pri vprašanju, kakšen delež inovacij temelji na digitalnih elementih, tudi ta boste videli tukaj spodaj, iz te iste European Manufacturing Survey, da je le 18% podjetij takšnih, od tistih, ki so inovirali, da je ta inovacija temeljila na digitalnih elementih. In tukaj potem morda samo še začimba, da tudi v tem družbenem smislu seveda imamo z odnosom do digitalizacije precejšnje težave, namreč ko gre za percepcijo, kakšen bo vpliv tehnologij na družbo, smo prav na repu Evropske unije, kar seveda kaže na nek zadržan družbeni odnos, kar seveda nam ne olajšuje, oziroma vam, podjetjem, pa tudi državi ne olajšuje posla. Če zdaj to zgodbo poskušamo dati gor mašno v smislu posledic, potem je takole nekako bi izgledala naša priporočila. V sredini, torej ključ so znanje, možgani, to je nekaj, kar bi morali bistveno več pozornosti posvetiti, tako na strani države seveda, in pa tudi podjetij. Tudi podjetja sama, če se pogleda koliko, vsaj uradni podatki tako kažejo, ko gre za usposabljanje na IKT znotraj podjetij, delež podjetij boste videli v zadnjih 5 letih, popolnoma ravne črte v vseh segmentnih, v vseh velikostnih razredih podjetij. To seveda ni dobra popotnica in ravno temu je tudi, razumem, namenjena današnja razprava. Zdaj, kaj so torej te ključni 4, nekako smo jih strukturirali, stvari, ki se bodo dogajale? Torej, podatki, sledljivost, množinsko prilagajanje je nekaj, kar bo ključno, in način, kako pride do tega, ta hitrost, ki se bo seveda pospešila, so ena izmed stvari, pametne tovarne in pametni zaposleni, torej recimo ena Deloittova študija o industriji 4.0 iz lanskega leta, ki ugotavlja na podlagi anket podjetij multinacionalnih, kaj so ključni vidiki, ki jih oni ocenjujejo kot ključne driverje oziroma gonilnike njihove uspešnosti, se pravi podatki in pa inteligentni delovni procesi, za kar so seveda potrebni pametni zaposleni. Drug vidik, novi poslovni modeli in storitvizacija. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker se bo seveda dodana vrednost posameznih funkcij znotraj globalnih verig vrednosti spremenila, pri čemer sicer dodajam, da glede tega ne obstaja popoln konsens. Nekateri trdijo tudi, da bo tudi relativna teža same proizvodnje se povečala. Tukaj sporočilo ni, da proizvodnja ni pomembna, ta seveda je pomembna, vendar še bo največ dodala v smislu koristi, v smislu blaginje takrat, ko bo obogatena z ostalimi funkcijami, kjer Slovenija sigurno lahko več naredi. Recimo prej sem omenil neopredmeten kapital in vlaganjih v design in design thinking, recimo je nekaj, kar gotovo bi mogli bistveno okrepiti. Namreč ta hitrost, pretresi, tukaj je enotna ocena, ravno še posebej obdobja, kot je COVID, ločijo pleve, tiste, ki bodo uspeli od ostalih, še bistveno bolj intenzivno kot sicer. Investicijski, torej inovacijski cikel se bo tudi pospešil, zaradi tega je ključno vitko, agilno poslovanje, nujen drugačen pristop k poslovanju samih podjetij, uvajanje rešitev, kot so naprimer digitalni dvojčki, ki so jih naprimer Južni Korejci opredelili kot enega izmed ključnih ukrepov znotraj svojega New Deala. Deloitte govori kot en izmed ključnih lanskih tehnoloških trendov in nekaj, kar v Sloveniji naprimer znamo delati. Pri čemer je pa seveda vse skupaj pa treba, kar bi še rad začinil,
se mi zdi, da v Sloveniji malo premalo poudarka teže dajemo na te prebojne inovacije, ne? Kar seveda je tudi izjemno pomembno. In končno, podatki kažejo, da je seveda zaradi povečane hitrosti, zaradi povečanih tveganj ključen tudi bolj ekosistemski pristop. Tole je od Boston Consulting Group študije o globalnih inovacijskih liderjih. Če pogledamo 2015 na 2018, vidite, da z vidika sodelovanja, zunanjega sodelovanja, torej so vsi bistveno pospešili, povečali to sodelovanje, ne, tako z drugimi podjetji, torej z akademsko sfero, inkubatorji, tudi z start-upi in ta ekosistemski pristop, nekaj, kar v Sloveniji zadnje čase radi tudi uporabljajo, je seveda nekaj, kar se moramo malo priučiti. Jaz sem sicer zelo optimist, mislim, da ko so pravi pogoji vzpostavljeni, potem tudi podjetja se tega več kot dobro zavedate. Torej, če zdaj povzamem, kaj je za Slovenijo na strani podjetniškega sektorja ključno, in to je predzadnji slajd, torej takojšen in strateški pristop k digitalni preobrazbi z jasno opredeljenimi in po potrebi nišno opredeljenimi ključnimi kompetencami. To pomeni pač tudi povečana vlaganja v to digitalno preobrazbo in tukaj bo seveda svoje mogla oddelati tudi država. Znanje, kot rečeno, ključ in tukaj je treba ta trend, ki je bodi si raven ali včasih so negativen, seveda pospešiti, vlagati. Brez tega spet vse študije kažejo o tem, da bodo uspešni tista podjetja, ki bodo tukaj radikalno šla v ta proces preobrazbe, tudi v smislu uvajanja digitalne miselnosti in kulture. Digitalni projekti se seveda niso samo zgodba o digitalizaciji, zgodba o znanju, o digitalnih kompetencah, pač pa v širšem procesu modernizacije in tudi vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije. Te procesi se seveda dopolnjujejo. Tukaj bi morda veljalo dodati še trajnostno preobrazbo, to tudi tukaj pa v pozitivnem smislu, mislim, da so nekateri ukrepi Ministrstva za gospodarstvo zelo pozitivno dopolnjujejo te različne procese in končno preobrazba organizacije in poslovnih modelov, torej recimo agilno poslovanje, pa tudi ta bolj odprt pristop, ki nas, upajmo, pripelje do tega, kar sem že prej omenil, to je, da bi spremenili način in s tem praktično odskočili in preskočili in uspeli požeti tisto, kar so lahko pač dividendo te digitalizacije in da potem tudi z aktivnim upravljanjem zagotovimo, ne samo, da bomo v povprečju boljši, na boljšem, v boljši normalnosti, pač pa da bodo na boljšem tudi vse družbene skupine in tudi vsi deli Slovenije. Toliko mogoče za ogrevanje. Hvala lepa, Peter, za odlično uvodno predavanje in kot rečeno za ogrevanje. Samo da dam jaz zgor zdaj tudi imena, s čimer bi povabil. Torej, Peter, ti kar ostaneš na virtualnem odru, hkrati pa vabim, da se nam na odru pridružite gospod Vlado Šarenac, direktor svetovanja pri podjetju PVC, gospod Marko Derča, partner pri IT Kearney, gospod Matjaž Pušnik, strokovni direktor IT svetovanja pri KPMG in gospod Borut Potočnik, predsednik upravnega odbora Zbornice poslovno-storitvenih dejavnosti. Svoj pogled nam je posredoval tudi Ezio Latanzio iz Italije, ustanovitelj in izvršni direktor Latanzio Group. Nekaj njegovih odgovorov in izkušenj bo posredoval kolega Borut Potočnik med našo okroglo mizo. Torej, dober dan in dobrodošli na okrogli mizi z naslovom Produktivnost in digitalizacija. Peter Vosner nam je pripravil odlično ogrevanje, izčrpan in prijazen uvod, lahko bi rekli, na aktualno temo okrogle mize, ki je torej produktivnost in digitalizacija. Sicer predvsem skozi potenciale, ki jih prinašajo, kot rečeno, informatizacija, vlaganja v nove tehnologije in predvsem neopredmetena sredstva v znanje in predvsem pomemben izraz v digitalno preobrazbo, premik k digitalni preobrazbi. Produktivnost torej je tema, ki je ključna za dvig blaginje v naslednjih letih v Sloveniji, smo slišali. Vendar tudi, da moramo zavihati rokave.
Letos se soočamo s hudo zdravstveno in ekonomsko krizo, ki jo posledično še dodatno poglablja kriza rasti produktivnosti. Na GZS imamo enega od ključnih ciljev ravno na rasti produktivnosti. V analitski službi GZS-ja ocenjujemo, da bo padec v produktivnosti v lanskem letu v dodano vrednosti na zaposlenega približno dobrih 4%. Kar pomeni, da bi se morala produktivnost v naslednjih 5 letih povečati za 6% letno, nominalne rasti, da bi dosegli ambiciozni cilj, ki smo si ga zadali na GZS-ju, to je 60 000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2025. Kar ta rast je bistveno več, kot smo dosegali v zadnjih letih uspešnega poslovanja in gospodarske rasti. Naj dodam za uvod, Peter je podal par primerjav v okviru Evropske unije, da smo po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe v povprečju EU držav, da smo po zadnji analizi IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020, ki obravnava 3 ključna področja, znanje, tehnologijo in pripravljenost, da je Slovenija na 31. mestu med 63 državami sveta. Obe lestvici kažeta, da nismo slabi, da smo v povprečju, vendar upam, da se strinjate z menoj, da to nedvomno ni dovolj, če hočemo ostati in se razvijati v smeri družbe znanja še naprej. Da moramo torej biti bistveno bolj ambiciozni. Hkrati stanje na lestvicah kaže tudi, kje imamo rezerve in da imamo odlične možnosti za izboljšave. Kakšni so odgovori? Je digitalizacija res ključna za dvig produktivnosti? Ali zmoremo ustvariti preboj, ki ga potrebujemo? Kako lahko podjetjem pri tem pomaga svetovalna stroka, svetovalci? Na ta vprašanja bo torej odgovarjala današnja okrogla miza. Vas udeležence konference pa ponovno vabim, da sogovornikom okrogle mize postavite vprašanja skozi možnosti Q&A, ki jo imate na ekranu, in bomo na ta vprašanja poskušali odgovoriti proti koncu okrogle mize. Zdaj pa začnimo, predlagam, da kar na začetku, in sicer o osnovnih pojmih, kaj je digitalizacija, kaj je informatizacija, recimo informatizacija, kot rečeno, govori o digitalizaciji osnovnih ali pa procesov podjetja in procesov med podjetji, medtem ko za razliko od informatizacije digitalna preobrazba, tudi industrija 4.0 v proizvodnih podjetjih govori o tem, govori o bistvenih spremembah v poslovanju podjetja, o iskanju novih poslovnih modelov, o kulturi podjetja in tako naprej, o tem, kar je govoril Peter, to sem želel še enkrat poudariti. Na drugi strani pa definicija produktivnosti. Kaj je dejansko produktivnost? Borut, bi te vprašal, kaj je produktivnost? Hvala lepa. Najprej lepo pozdravljam vse udeleženke in udeležence in kolege tukaj za okroglo mizo. Kaj je produktivnost? Kaj je to na nacionalnem nivoju? Pravzaprav smo zdaj zelo dobro in natančno slišali. Torej gre za dodano vrednost na delovnega človeka tukaj. Zdaj, kaj to pomeni v podjetju? V podjetju moramo pa seveda potem globe razmišljati, kaj bomo naredili, na kaj moramo tukaj gledati, da bomo tako prišli do nekih rezultatov, do nekih ciljev. Zdaj, podjetje je zelo podobno, pravzaprav. Nekoč smo sicer produktivnost gledali zelo tako parcialno, to so bile norme, gledali smo, koliko je kdo naredil. Danes pa preprosto produktivnost pojmujemo zelo podobno, ker smo prej za zgornji nivo slišali, v dodani vrednosti na zaposlenega v podjetju. Torej, kako lahko razdelimo tisti kolač, ki smo ga na koncu naredili. Pri kognitivnih procesih, da se tako izrazim, je te dodane vrednosti seveda bistveno več, lahko največ. In ker živimo v nekem delu sveta, ki pravzaprav svojo dodano vrednost povečuje s temi kognitivnimi procesi, je logično, da iščemo produktivnost prav tukaj noter. Ključna dejavnika za produktivnost teh procesov, recimo, sta pa seveda neka motivacija, govorim zelo široko, kakršnakoli, in pa digitalizacija v zadaj. Jaz bi pravzaprav izpostavil še en vidik produktivnosti. Kadarkoli se o povečevanju produktivnosti pogovarjamo, sta to pravzaprav dve poli pogovora. Eno je neko, res rečem temu, inkrementalno oziroma po procentih povečevanje produktivnosti z
izboljšavo nekih procesov, kakorkoli, drugo je pa množenje, da enostavno pomnožimo pravzaprav tisto, kar imamo. Naprimer, prehod iz manufakture v linijsko proizvodnjo je bil množenje. Potem prehod na platforme, Airbnb, Uber in tako naprej, je množenje. Tudi v Sloveniji imamo že te primere, da je nekdo najdel neko pot do nekega takega množenja. No in dobro, tega bo vedno manj primerov, ne bo toliko, vsi ne morejo tega imeti, ampak je pa za vse bistveno, da razmišljajo o prehodu na nek višji razvojni nivo podjetja, kjer je to ali neka, dobro, rečemo, zelo preprosto, lahko to neka nova produktna linija, nov tržni prijem, ampak lahko je pa to tudi bistveno več, ko naredimo resen korak, ko si za cilj postavimo množenje. Ok, hvala lepa, Borut. Na stroškovni strani, ampak to, kot je že Peter poudaril, ta prihodkovna stran je tista ključna, tista prinese bistveno več. Ok, če se vrnemo nekako na to temo ali pa nadaljujemo, kot si že začel, kaj lahko podjetjem prinese digitalizacija v smislu produktivnosti, pa seveda tudi drugih učinkov, ki nedvomno obstajajo in poudarjamo, že danes smo začeli poudarjati digitalno preobrazbo oziroma prihodkovni del podjetja, bi lahko temu rekli. Marko, kaj prinaša digitalizacija? Je res ključna? Mislim, če smo se pred 5 leti še ukvarjali z osveščanjem javnosti in podjetij o digitalizaciji, danes mislim, da to ni več potrebno. Podjetje se v večini zaveda, da so lahko imajo odlične, privlačne produkte, dobre ideje, vendar če odnosa ne prilagodijo pričakovanim kupcem, dobaviteljem, ki je čedalje bolj digitalen, in če so procesi neproduktivni, pomenijo večje stroške, bo podjetje prej ali slej zašlo v težave, ne. Digitalizacija te potrebe v bistvu samo pospešuje. Torej ni samo ključna, je v bistvu stvar preživetja, ne. Za nekatera že takoj na kratek rok, za nekatera pa na srednji rok. Zato danes ne govorimo več o digitalnih strategijah, ampak o strategijah, ne, ki ima digitalizacijo v bistvu že vgrajeno v vsa področja delovanja, v res vsa, ne, tista, ki se tiče notranjih procesov in tistih napram kupcem, dobaviteljem, partnerjem, državi in tako naprej, ne. Zdaj, če je pred nekje 5 leti bilo v ospredju tudi predvsem govora o digitalizaciji poslovnih modelov, ne, nek seksi modelih, kako podjetja navzven se kažejo predvsem svojim kupcem, je danes digitalizacija procesov in odnosov s partnerji nekje v fokusu podjetij, ne, tista bolj interna transformacija, digitalizacija, kar seveda enormno povečuje produktivnost, ne. Opažam tudi, da v Evropi, ne, pa tudi tukaj v regiji, opažamo, da sedaj podjetja drugače naslavljajo povečanje produktivnosti iz digitalizacije, kjer učinek ne gre samo v znižanje stroškov, ne, ampak predvsem, kako z obstoječimi viri narediti več. Ker nobena firma si ne more privoščiti odliv dobrih kadrov, zato je v povečanju produktivnosti pomembno, kam bomo ta potencial prelili, ne. Pomemben je podatek, da približno 50% delovne sile v centralni lopu bo morali spremeniti veščine, ne, da bojo spremenile, da bojo sledile potrebam. To pomeni, da moramo zadržati ta potencial in ker je ceneje preskilati notranje zaposlene, kot stalno tekmovati za talente na trgu, ne. Veliko je primerov, kako ima digitalizacija vpliv tudi med industrijami. Na primer, Amazona ni tle v regiji kot prisotnega, recimo, ampak v drugih državah, v bistvu kako z neverjetno hitrostjo Amazonovo, na primer, obsedeno z one click buy, vpliva na pričakovanja v drugih industrijah. Kako imeti takoj z odlično digitalno izkušnjo storitev, produkt iz čist drugih in diametralno nasprotnih industrijah, ne. Opažamo lahko tudi, koliko večino podjetij in industrij prihaja digitalna podjetja, katerih poslovni modeli temeljijo izključno na uporabniški izkušnji, na povezovanju nedigitalnih podjetij, platformah, ne, logistiki, hotelu, turizmu, avtomobilski industriji, ne. Ogromno delamo z avtomobilskimi industrijami, na primer, kjer jih je strah Appla in podobnih, kjer bo avto samo še en gadget v ekosistemu, ne. Primer je tudi na primer študija podjetij
konca lanskega leta, kjer se je pokazalo, da podjetja, ki se močno naslavljajo na odločanje s pomočjo napredne analitike, dosegajo 3-kratno večjo dobičkonosnost. 3-kratno. To so ogromne številke, ne, napram tistim podjetjem, ki seveda ne uspejo vpeljati napredne analitike v odločanju. In tu ne govorim samo o lepih kontrolniških poročilih, ampak dejansko, kako preusmeriti odločanje iz trebuha v podatke, ne. Taka podjetja imajo tudi neprimerljivo nižje stroške, ne. Imamo projekte v regiji, kjer so 90% nižji stroški poročanja, operativnega kontrolinga, naprimer, ne. In povečanje produktivnosti naslova digitalizacije je tudi odličen vir sredstev za inoviranje, ne. Lahko na digitalizacijo gledate tudi tako, da če imate povprečen produkt, storitev, ne, nimate največjega trga, lahko, če maksimirate potencial navznoter, multiplicirate dobiček, ki ga lahko potem vložite v nove, bolj zanimive produkte, ne. Tako čisto praktično, konkretno, takoj, ne. Seveda pa to zahteva višjo zrelost upravljanja, ne. In eno vprašanje sem že videl od gledalcev, se tudi naslanja na to, ki ga bomo verjetno kasneje ugotavljali, kako transformirati, v bistvu uporabiti ves ta potencial, ne. Videli smo tudi iz študije konca lanskega leta, da v Sloveniji 70% podjetij pospešeno implementira ukrepe za digitalizacijo procesov, torej so podjetja pozorna na potencial povečanja produktivnosti. Drugače pa končno sporočilo iz mojega vidika bi bilo, predvsem iz centralne in srednje Evrope, da v kontekstu digitalizacije kot povečanje produktivnosti bi raje rekel, da mora biti to vir povečanja dodane vrednosti, ne. Ne toliko produktivnosti, ker enako kot na produktivnost vpliva tudi na inoviranje v poslovnih modelih, kjer tudi, če ne povečamo produktivnost, lahko močno pridobimo na drugih področjih. Ok, hvala Marko, ti si kar par primerov razložil iz tujine, ne, ki so nedvomno uporabljivi, če tako rečem, tudi v Sloveniji. Zdaj bi te pa vprašal, glede na to, da je prišlo neka nujna zadeva vmes in se boš mogel malo prej posloviti, ker je eno vprašanje, ki bi ti ga sicer naslovil malo kasneje, ne, ampak iz stališča sodelovanja, ne, da te to vprašam, sodelovanja med podjetjem in svetovalcem, kaj je dodana vrednost oziroma kaj je return on investment, kaj je ROI naložbe v sodelovanje s svetovalcem? Jaz mislim, da mora biti rezultat multiplikator vložka, vsaj 10-krat. Za vsak evro, ki ga date svetovalcem, morate dobiti iz projekta 10 evrov ven, ne. To so takšni gabariti, ne. In če so stranke pred 5 leti, na primer, bile zadovoljne še z dokumentom, za strategijo, digitalizacijo in tako naprej, dan zahteva, da svetovalec v bistvu strategijo pomaga tudi speljati do konca. Pomaga dokazati, da so odločitve, nasveti uspešni, da lahko živijo v realnosti, ne. Ker je svetovalec tipično vključen v proces izvedbe projekta, je lahko potem tudi nagrajevan, merjen glede na uspeh, ne. Ampak seveda v delu, kjer je sam vključen v proces, ne. V Sloveniji to še ni v celoti dozorelo, bi rekel, ker še veliko podjetij ne zna maksimirati učinka različnih svetovalcev oziroma izbere napačnega svetovalca za konkretno nalogo, ne. To danes imamo različne svetovalne podjetja za mizo oziroma smo govorili o njih, ki imamo zelo različne pristope in kirurška orodja za izzive podjetja, ne. Pomembno je, kaj želimo in da izberemo pravega partnerja. Podjetjem bi svetoval tudi, da se naj odločajo glede na dejansko na učinek, na return on investment in ne glede na začetno ceno, ne. To razmerje 1:10 je realno, to so realni projekti, to ni science fiction. Predstavljajte si, koliko investicij v firmi imate, ki vam v roku leta ali 2 prenese 10-kratno povratek na investicijo, ne. Je pa s tem povezano seveda, ne, kar z večjim ROI-jem pa mora biti seveda odprtost podjetij na spremembe, kar je težko, ne. Odkrita ambicioznost, prevzemanje tveganj in odgovornosti je še vedno bolj ne, kot da v Sloveniji, ne. Brez ambicij in tveganj pa ni velikih nagrad in seveda premikov, ne. In če vam svetovalec ponudi, da je za njegov 1 milijon evrov FIA, na primer,
odvisen, njegov odvisen od uspešnosti, multipliciranja tega vložka, zgrabite to priložnost, ne. Takih investicij je v bistvu malo na trgu, ne. Seveda za manjše projekte tega ne greste delati, ker ni možno izvesti korenitih sprememb za 20.000 evrov, ne. Vendar glede na, brez da bi vključil globalna znanja, izkušnje in tako naprej, za velike podjetje, za velike projekte je pa to seveda normalna pot in v tujini so takšni projekti več kot 50% v bistvu že tovrstnih projektov. Odlično, hvala lepa, Marko. Zelo lepo, prijetno je bilo slišati take številke in take multiplikatorje. Pravi, da z digitalizacijo in z sodelovanjem s svetovaljem pomnožimo, tako kot je prej govoril Borut, take in drugačne pozitivne rezultate. Zdaj, omenil si tudi spremembo kot problem, ne, se pravi, s spremembami imamo težavo, ne, ampak ravno v času zadnjega leta, ne, v času omejevalnih ukrepov, smo pa ugotovili, da je marsikaj možno, kar se nam je prej zdelo neverjetno ali nemožno, ne. Vlado, kaj ti misliš, je bila digitalizacija ključna v času teh omejevalnih ukrepov? Je to odvisno od panoge? Kakšen primer iz prakse, kaj bi ti rekel, Vlado, prosim? Hvala, Nenad. Jaz bi rekel, mislim, je zelo dobro, je tudi Marko povedal, pa tudi Peter pred njim. Za nekatere industrije je bila življenjskega pomena, bi jaz rekel, pomen preživetja. Ni bila ključna za vse, no, seveda je olajšala večini industrij, olajšala spremembo oziroma adaptacijo na ta šok, ki je bil, bi rekel, takojšnji, ne. Je pa bilo za veliko industrij ključnih, ne, se pravi, sploh za, če vidite e-commerce, če se osredotočimo samo na Slovenijo, tudi naši določeni prodajalci, kakšne težave so imeli v tistih prvih parih mesecih epidemije, kar ni nujno se odražalo tudi samo v zrelosti, tehnološki zrelosti, seveda celotna dobavna veriga je klecnila pod, bi rekel, samim volumnom, ne. Je pa en pomemben aspekt podjetja, ki so bila, jaz pravim, tehnologija je vedno odraz v bistvu miselnosti in neka posledica potreb podjetja, ne. In tisti takojšnji krč, ki smo ga mi opazili, ki so ga podjetja imela v marca, aprila, predvsem fokus, podjetja, ki so uspela fokus zamenjati zelo hitro in reagirati na to spremembo z uvedbo določenih tehnoloških rešitev, da so pomagali day-to-day business, so tista, katera so ponekod tudi povečala tržne deleže v tej krizi, ne. Zdaj, jaz bi dal eno takih banalnih primerov, ki smo mi pomagali, je bilo tudi bančništvo, ne. Bančništvo se je kar naenkrat z državnimi shemami soočilo z ogromnim številom vlog. Po eni strani so svetovalci se morali fokusirati in delati, bi rekel, scenarije potencialnih restrukturiranj podjetij, po drugi strani so pa morali handlati ogromno število vlog. In zdaj z avtomatizacijo procesa, recimo, banki smo pomagali avtomatizirati proces preglejevanja vlog. Recimo banalna stvar, da imaš ti, ne vem, na dan na stotine vlog in nekdo mora to fizično pogledati, ali je davčna številka prava, ali je naslov pravi. In to ogromno enega manualnega, neproduktivnega dela gre v en tak proces, ne. In to je nek minimalni del, jaz bi rekel, v tej digitalni preobrazbi podjetja, ki se ga da zelo hitro in zelo učinkovito implementirati, ne. In tudi niso to neki ogromni zneski, ne. Ampak s temi malimi koraki se lahko dosti olajšaš življenje, sploh v teh, bi rekel, immediate šokih, ne.
Imamo eno vprašanje publike, pa glede na to, kar si povedal, Vlado, ali so nam te omejevalni ukrepi in preskok na delo nadaljavo in vse to, kar si omenil, spremenili miselnost Slovencev glede zadržanosti do koristi tehnologije. Smo ugotovili skozi to, da je tudi koristna, no? Jaz bi rekel, da ja, no, iz prve roke. Imam otroka, ki je v 4. razredu, pa bom kar na njegovem primeru povedal, no, ki je v bistvu je ta generacija bo gonilo te v naslednjem desetletju gonilo te pospešene digitalne preobrazbe, ne. Ampak ena od zelo pozitivnih zgodb je seveda, da se moj sin, ki je prej znal sam igrati Fortnite, ne, se je naučil uporabljati računalnik kot orodje pri vsakodnevnem delu, ne. Tako tudi on, kot tudi njegova učiteljica, ravnateljica in celoten ta šolski ekosistem. In starši nekateri, ki mogoče do danes niso bili toliko vešči digitalnih orodij, so videli tudi to uporabnost, kar prinaša digitalizacija, rečemo, šolstva, ne. Tako da jaz bi rekel, da so to neki zametki te spremembe miselnosti, je pa na neki večji platformi, pa seveda, ker smo danes že marsi kdaj slišali, tudi ko je Peter dosti poudarjal, je pa seveda ta upskilling veščin, ki bi jaz rekel, da je dolgoročno gonilo spremembe te miselnosti v digitalizaciji. Ok, hvala lepa, Vlado. Matjaž, vprašal bi te, kaj se tebi zdi ključno za uspeh podjetja pri prehodu v digitalno poslovanje, pri preskoku v digitalno preobrazbo? Slišali smo zdaj tudi od Petra ene par istočnic na to temo. Kako bi ti to opredelil? Kaj je ključno in kako vidiš digitalne kompetence tukaj? Ja, vsekakor, no. Rekel, so te na nek način osnova in upskilling je verjetno prvi korak, ne. Prvi korak upskillinga bi rekel, je to, da vodstvo ali pa poslovodstvo naredi svojo nalogo in pa tudi pokaže, bom rekel, zavzetost in pa spoznanje, da je upskilling tisti korak ali pa tisti način, do katerega, bom rekel, ne moreš priti kar tako, da boš samo preskočil, pa bom rekel, nekaj prebral na levo ali pa desno, ampak se moraš opremiti z ustreznimi znanji, ne. Tukaj bom rekel, sem mogoče vrnil ali pa sem navezal na prejšnje sogovornike, ne, je bilo omenjeno, ne, da bo treba ta upskilling narediti na 50%, no. Zdaj, z strani države, ne, so neke projekcije za naslednjih 5 let oziroma za 8 let, da bo treba 90% delovne sile obstoječe izvesti upskillinga, 10% bo pa, bom rekel, tistih nekih novih delovnih mest, ne. Covid, bom rekel, posledica Covida ali pa mogoče zamujena priložnost Covida je pa tudi reskilling, ne. Na eni strani so nam določene industrije čisto zamrle ali pa bi rekel, so upadle, ne. Mi pa nismo na nek način izkoristili na nivoju celote, države kot celote, ne, da bi pa morda z tem čakanjem, ne, vse se bo popravilo, pa bomo industrije počasi nazaj spravili, ne, mogoče usmerili delovne sile v reskilling, ne. Zato, da bi ravno te manjke, ki se pojavljajo v drugih industrijah zaradi pomanjkanja znanja in pa, bi rekel, izkušenj, ojačali in omogočili zdaj v izhodu, ko se nam kaže res sonce, ne več luč na koncu predora, ne, hitreje nastopili na trgu in se vrnili na te nivoje produktivnosti in pa dodane vrednosti, ko smo bili pred pojavom korone. Tukaj, bom rekel, imamo različne primere, no. Jaz sem z enim podjetjem iz proizvodnje, ne, približno 3 leta nazaj ko je šel ta trend dol, ne, tudi v znanju, ne, sami ugotovili,
da preprosto imajo sami premalo znanja, ne, in smo skupaj z njimi naredili ne samo program, ne, izobraževanja za poslovodstvo in za drug nivo, bi rekel za menedžerje, ne, v prvem koraku, ampak tudi, bi rekel, zdaj po teh 3 letih skupne poti, ne, tudi izobraževanje, vse splošno izobraževanje na nivoju celotnega podjetja, zaradi tega, ker je ravno to zaznavanje, ne, da je potrebno znanje, ne, tudi rekel tistih na nižjih nivojih, ne, potrebno opremiti za to, da boš lahko tudi obdržal takšnega zaposlenega, da ti ne bo mogoče višek ali pa cokla, ne, je potrebno v njih vlagati, ne. In v tem času ali pa pred 3 leti nazaj dejansko nekih ponudnikov, nekih takšnih znanj, celovitih, ni bilo, ne. Zdaj se že pojavljajo, ne, ali pa bi rekel, tudi so neke iniciative na nivoju GZS-ja, ne. In takrat ni bilo drugega, tudi da je podjetje v svoji branži zbralo okoli sebe, bi rekel, ne neposredne konkurente, ampak podobna podjetja in naredilo program, ne. V lanskem letu pa zaradi, bi rekel, tega pristopa, ki se je zgodil, no, COVID-a in pa popolne digitalizacije, ni bilo drugega, kot da se vse to pridobivanje znanja, učenje, ne, preseli dejansko v splet, ne. In tu se je, bi rekel, ta zadeva pridobivanja ne samo osnovnih znanj, ampak tudi novih, da ljudje razmišljajo pri svojem delu, kaj lahko dodatna digitalizacija ali pa transformacija prenesla dejansko v virtualno okolje, kjer lahko zaposleni, rekel, ne samo, da je obvezan ali pa če zamudi neko izobraževanje, izpade iz tega sistema, ne, ampak tudi takrat, ko ima čas, to pogleda, ne. Druga zadeva, ki je to konkretno podjetje in pa tudi ta skupina podjetij, ne, se polotila dejansko izgradnje ali pa onboardinga novo zaposlenih z digitalnim dvojčkom, ne. Tu bom rekel, so prihranki in pa hkrati koristi ogromne, ne. Tudi v primeru, ne vem, recimo daljših odsotnosti ali pa zamenjav orodij in podobnih zadev, zelo, zelo dobrodošlo. In v nadaljevanju, bom rekel, se hkrati s tem zgradila tudi neka kultura inovacij, je pa vsekakor temu vzporedno bilo podrejeno vlaganje v tehnologije. Tukaj bi si želel, da je več vlagano v času ali pa v nastopu COVID-a, je predvsem se naenkrat zgodilo to, ne, da je bilo potrebno stroške klestiti, ampak hkrati vlagati v neke osnovne tehnologije za povezovanje, za sodelovanje, ne, ampak potem se kar po prvem delu to zaustavilo, no. Tako da jaz bi rekel, ta naravnanost poslovodstva in pa tudi, bi rekel, na nek način pot na izobraževanje je tisto, kar je minimalno, da naredi, no. Je pa tukaj ključno to, da lahko vsekakor svetovalec pomaga v širšem kontekstu, ne samo za mogoče posamezno poslovno funkcijo, ampak za kot celoto, no. Tu pogostokrat tudi podjetja zelo, zelo težko vidijo priložnosti, tako kot je pred mano govornik rekel, ne upajo si tvegati v neke nove poslovne modele, zato ker preprosto ti si navajen tega obstoječega poslovnega modela, veš, kako mogoče v primeru, da se ti nekaj ne gre tako, kot je, lahko hitro prilagodiš in si spet na isti poti, kot si bil prej. Z novimi poslovnimi modeli je pa to izredno težko narediti, no. Pa toliko z moje strani za enkrat. Ok, hvala, Matjaž. Vprašal bi te še, a je za to, da gre podjetje resno v prenovo digitalnih kompetenc, pa dvig digitalnih kompetenc zaposlenih, ključno vodstvo, ali je potrebno tudi nasloviti in izobraziti morda kadrovske službe v podjetjih, kaj meniš? Ja, jaz bi rekel, v našem konkretnem primeru, ne, je bila kadrovska služba tista, ki je najbolj začela pritiskati, ne, zato ker je bila podhranjena
in je v določenem trenutku ugotovila, da ne more svoje funkcije izvajati učinkovito brez ustrezne digitalne podpore. In tudi zanimivo je bilo, da je skupaj še z enim podjetjem zgradilo orodje, ki ga zdaj uporablja, dejansko so spremenili svoj poslovni model, ga uporabljajo tudi na trgu in ga tudi prodajajo to orodje kot storitev, dejansko so kadrovsko storitev vzpostavili in ga ponujajo na trgu tudi drugim podjetjem v Sloveniji. Tako da je ta del vsekakor bil ključen. Se mi zdi, da je pa ključno bilo to, da to podjetje je ta sredstva, ki so bila na voljo za dvig digitalnih kompetenc, ni izkoristilo v smislu, dobro, zdaj bomo pa rekli, dajmo tole poslovno funkcijo nadgraditi, ampak so dejansko znotraj podjetja pozvali, mi vas vabimo, kdo je pripravljen skupaj s sindikati, kdo je pripravljen dvigniti svoje znanja za to, da bo delavec prihodnosti. In tu je bil takšen odziv, da dejansko, bom rekel, so več krogov evropskih sredstev in pa tudi, bom rekel, vseh teh razpoložljivih mehanizmov, ki so tudi znotraj Slovenije in pa GZS-ja in DIHO na razpolago bili izkoristili. In tu se mi zdi, da je ključno to, da se ta denar nameni posamezniku, da se posameznik odloči, zato ker ko se posameznik odloči, potem, bom rekel, pride do tistega večjega preboja, kot pa, da je nekaj nekomu morda postavljeno. Tole bo treba narediti. Ker ko posameznik spozna to, da je ta manjko in da ta potreba, bom rekel, je večji zagon. Hvala, Matjaž. Marko, to dam besedo, predno se poslovi od nas za kakšno piko na i, vsekako si bomo zapomnili tisti 10-kratnik. Še kaj podobnega, Marko? Ja, se pravičujem, ko se moram posloviti za konec, kako je vse možno, če se hoče. Večkrat omenim primer ene banke v regiji, kjer je lani februarja predsednik banke vse dokumente podpisoval na papirju, printal poročila, potreboval pojasnila poleg digitalnih poročil. Govoril je, da papirus je preživel vse digitalne medije, aprila pa je že bilo vse digitalno, podpisoval vse digitalno in tudi tako bo ostalo. Torej, če se hoče, mora je vse možno. In največja ovira tipično ni denar, ampak miselnost. Tako da, lep dan vsem. Nenad, na mute si. Nenad, ne slišimo te? Pardon, ja. Gremo naprej. Hvala lepa, Marko, za tvoje odgovore. Boro, tebe bi vprašal, veliko smo slišali že v zadnjih odgovorih o tem, kako se lotiti digitalizacije, kakšni so učinki tega, kako bi ti to prenesel na mala srednja podjetja? Ali je to enako pri malih srednjih podjetjih? Ti imaš tam veliko izkušenj, kako bi to opredelil? Ja, jaz bi predvsem tole razliko poudaril. Pravzaprav govorim zelo splošno, tukaj ni zdaj točne statistike v zadnji, ampak dejansko iz okolja. Pri srednjih in malih podjetjih je drugače. Imajo pravzaprav eno veliko prednost in eno kar dost nezanemrljivo pomanjkljivost. Prednost je ta, da so zelo fleksibilni. Neko idejo spravijo v življenje v praktično nenormalni hitrosti, če gledamo to iz enega večjega podjetja. In to je tudi tisti razlog za ta disruption, ki mu pravimo, ki je sinonim pravzaprav za neke startupe ali pa za neke uspešne SME-je. Pogosto je tudi pravzaprav ravno razlog tega uspeha srednjega ali pa majhnega podjetja ravno digitalizacija, celo. Zdaj pa, kaj se pravzaprav zgodi? Produktivnost pri njih, če gledamo v tej fazi, začetni, je pravzaprav čist neka spontana, je pravzaprav neka produkt spontanega kognitivnega dela, brez zadržkov. Spomnijo se stvari, izpravljajo življenje. Potem pa se firma poveča, zaposlijo več in več ljudi in kar naenkrat so te zgodbe, notranje zgodbe postanejo drugačne. Oni postanejo malo podobni velikim podjetjem, ne postanejo potem pa, da bi noter imeli sistem. Se pravi, ta nek sistem strateškega razmišljanja, sistem taktičnega prenašanja v operativo, tega jim manjka. Predvsem jim manjka taktika. In strategijo neredko žal zamenjajo z praktično vodenjem operacij.
delajo tisto, pogledajo okrog sebe in delajo tisto, kar vidijo praktično v svojem delokrogu nekje. Ne. Tako da digitalizacijo naredijo v prvem koraku zelo dobro. Tako, kot sem že rekel, morda je bila celo pravzaprav nekak razlog te njihove disrupcije. Ne. Potem pa se zna zgoditi, da zelo, zelo zaostanejo, ker pravzaprav ne znajo več sistematično pogledati in sistematično pripraviti nekega naslednjega preskoka naprej. Ne. To bi bila dejansko ta razlika. Ne. Se v tej razliki bi jaz tudi, mislim, lahko še kaj povemo, kaj bi bilo tukaj treba narediti, ker tudi Peter je na to upozoril, ne, pri SME-jih, če poslušamo njegov ta del. Hvala. Kaj smo že pri primerih, bi dal pa jaz en primer, ki je pa v bistvu zelo pozitiven. V bistvu je moj primer iz Italije pred 10 let, takrat, ker teh pojmov niti še nismo dosti uporabljali, ker so danes najbolj ključne besede na tem našem srečanju, na primer, ne. Šlo je pravzaprav za eno majhno podjetje z zaščitno opremo. In edina konkurenčna, edina stvar, s katero so znali konkurirati, je bila cena. Kaj narediti? Naredili smo servitizacijo, kot danes temu rečemo, oziroma storitvizacijo, ker sem danes prvič slišal od Petra, hvala, slovenski izraz. To podjetje je prevzelo od svojih velikih naročnikov vso manipulacijo, vso analitiko in vse zakonodajne zahteve. Vse skupaj je bilo seveda treba narediti na neki takrat dosti odlični, unikatni digitalni zgodbi in so to tudi naredili. Posledica tega je bila, da je bilo podjetje pravzaprav po 2 letih že je zmagalo na severnem italijanskem trgu. Ne. Toliko mogoče. Ja, odlično, ta izraz servitizacija oziroma storitvizacija, ne, je odličen in govori o digitalni preobrazbi, je del digitalne preobrazbe. Jaz bi na tem mestu še eno vprašanje iz publike dodal, ne, in sicer pa boste povedali, kdo bi odgovoril na to. Kako znotraj podjetja prepričati ključne deležnike, da je sprememba potrebna. Ne? V stilu pravi, poznamo pravilo don't fix it until it's, if it ain't broken. Ne? Se pravi, če nekaj deluje, zakaj bi spremenili? Ali je dovolj, kaj je potrebno narediti, da damo ta, kako bi rekel, sense of urgency, da rečemo, sprememba je potrebna danes, ker danes smo sposobni narediti. Kaj bi rekel? Borut, izvoli. Jaz, ja, nadaljevam pa koridu. Ja, kaj narediti? Seveda, ja, don't fix it if ain't broken, ne, ampak cilji so malo dalje od tega, kar nam danes funkcionira, tudi če funkcionira dobro. Seveda, ključno je svoje ljudi okrog sebe seznanjati s tem, kam pa lahko gremo. Razpravljati treba s svojimi ljudmi, vsaj z bližnjimi v firmi, kaj je pravzaprav, kam se da iti in se nekako o teh ciljih skupaj odločati. Ko imamo to pravzaprav dosti predelano, prediskutirano, kjer so več sodelovali, bodo seveda ta cilj tudi imeli bolj za svojega in potem korak izvedbe sploh ni več noben problem. Ok, hvala lepa. Mogoče še malo širši pogled na državo in družbo. Peter, bi tebe malo pobaral zdaj zopet. Kaj digitalizacija prinaša državi in družbi nasploh, no? Ali ima to zdaj potem tudi povratni vpliv na gospodarstvo, na podjetja? Ja, jaz mislim, da je to država en izmed ključnih, kako rečem, akterjev, ki ustvarja družbeno klimo oziroma družbeni odnos do digitalizacije in sprememb. To je tudi direktno na tvoje vprašanje, prejle še nazaj. Jaz mislim, da pač, ne, če vzamemo gospodarska zbornica, posamezna podjetja, posamezna združenja, posamezne skupine lahko naredijo samo toliko, ključen akter pri nas vendarle z vidika ustvarjanja neke klime je vlada. In jaz mislim, da bi tukaj mogli narediti bistveno več, tudi z vidika, ne, da to don't fix it if it ain't broken, seveda v tem trenutku, ampak jutri pa bo, ne, če dam malo številk zraven, ne, mi imamo potencialno takole, pač to pa govorimo neto učinku, tranzicijskem, na koliko delovnih mest bi lahko tale zgodba odpihnila. Govorimo o rangu velikosti 40.000 delovnih mest. Ne. To niso heci. Ne. Mi govorimo o tem, da določena podjetja ne bodo morda šla dol za, ne, da se jim bo rast upočasnila za 2 odstotne točke. Nam se lahko zgodi, da bodo določena podjetja, ko bodo njihovi kupci, če ne bodo pripravljeni industrijo 4.0, bodo odleteli komplet iz orbite, ker ne bodo pripravljeni.
In to hočem reči, ta zavedanje, kako rečem, tudi prej, ko je Marko krasno diskutiral, jaz nisem tako zelo prepričan, da mi nimamo problema z ozaveščenostjo. In to bi rekel na dveh nivojih. Eno je tudi uraden podatek Sursa, glede, ko so lani, v drugem kvartalu so spraševali podjetja, kako je pri njih z digitalno preobrazbo, jih je 53% odgovorilo, 53% podjetij je reklo, da digitalna preobrazba za nas ni bistvena za uspešno poslovanje. 53%. Še danes jaz, recimo, ko po LinkedInu diskutiramo, se pojavlja vprašanje, se pravi, jutri, se pravi, prihodnost bo digitalna. Moj odgovor na ta komentar je sedanjost je digitalna, jutri bo pa še toliko hujš. In to je zdaj samo z vidika, govorim, med podjetji se jaz bojim, da ni toliko močnega zavedanja. Drugo je pa potem, kaj se dogaja znotraj podjetja. Jaz mislim, moj občutek, ko sem hodil po podjetjih, je ta, da imamo velikokrat mi situacijo, ko se vodstvo podjetja sicer zaveda, ampak glede na to, da je ravno v tem pa je srž problema digitalne preobrazbe, ki mora celo podjetje skupaj z zaposlenimi digitalno zadihati. To pa je pogojeno z splošnim družbenim odnosom. In tukaj, če se vrnem na tvoje vprašanje, Nenad, ima pa država po mojem odločilno vlogo. In zaradi tega se meni zdi, je zelo važna, a vlada v danem trenutku reče, ključni izziv danega trenutka je to, da bomo zgradili ceste, ali pa ključni izziv danega trenutka je, da se pripravimo na prihodnost in da gremo prvi v 4. industrijsko revolucijo. Od tega potem razdelave, zakaj bo odvisno, kje bomo mi leta 2030. Zdaj pa, če gremo na tvoje vprašanje, kaj pa so pol še ostale vloge in tle, če dam na stran financiranje, jih je pa serija. In jaz, moram reči, ko berem, ali pa ko sodelujem veliko znotraj OECD-ja, kaj druge države delajo, recimo razna testna okolja, se v njih govori, se pravi, teli sandboxes, regulatory sandboxes, da ti omogočiš podjetju, da nekaj stestirate prvo. Zato rabiš regulacijo, rabiš državo, rabiš občino, rabiš ljudi, da so pripravljeni na to zgodbo. Tam, kjer se jim to sestav, lahko prvi pokažejo, da jim neka nova rešitev deluje in to je največ vredno. Jaz karkoli smo s podjetji poskušali vrata odpirati druge, so rekli, a ste to probali in če to imaš, potem si zmagal. Če pa samo filozofiraš na papirju, je pa seveda težko. In hočem reči, ta recimo pol tudi vloga države na strani povpraševanja. Mi bomo šli zdaj, smo na začetku investicijskega cikla. Kako bomo šli zdaj v te investicije? Recimo, občine, se pravi, recimo regionalna mobilnost. A bomo to reševali z nekimi razvojem nekih novih tudi pač pametnih rešitev, pametnih, pa ne v pametnih to, da nam bo cinglal tole, ker smo ljudje alergični na to, da imaš pol si obremenjen z raznimi, pač ne da ti pametno obremenjuje, pač pa zato, da bomo cnej pa manj okoljsko obremenjujoče pač postali mobilni. Da bomo otroke, tole kako avtobusi jih pobirajo, da bomo zmanjšali stroške občinam, zato, da bo šel kvaliteta življenja ljudem gor. In pol najbolj banalno, če rečem, pazite, država je tudi tista, ki omogoča, ne samo v smislu to, kar sta prejle vlado, pa Matjaž omenila glede pač reskillinga, upskillinga, kako rečemo. Država tudi omogoča pač poslovanje, recimo, podjetij z državo. Pazite, mi smo na 24. mestu znotraj EU-ja, v 24. mestu. Estonci seveda prvi. Mi pa, in to so vse stvari, kjer, zato tudi, to pa tudi malo kritično moram reči, se mi zdi, da podjetja morate bolj jasno povedati, jasno, se pravi, kvaliteta in učinkovitost delovanja države neposredno vpliva tudi na vašo konkurenčnost. Brez učinkovite, vitke, prilagodljive in strateško delujoče države je danes zelo, zelo težko biti konkurenčen in se bojim, da se bomo s tem vsi skupaj zdaj v naslednjih letih zelo brutalno srečali. Ok, hvala lepa, Peter. V nadaljevanju mogoče še dotaknemo tistih ključnih ukrepov, ki jih pa država ima in jih lahko ima pri podpori tega, kar se pogovarjamo. Pa bi mogoče se vrnili zdaj na to, kako Kaj svetujete podjetjem, če tako rečem, glede sodelovanja s svetovalci na področju digitalizacije? Borut, kako naj se tega loti malo srednjo podjetje? Ugotovili smo, da v prejšnjih razgovorih, da mala srednja podjetja imajo najnižjo stopnjo digitalizacije tudi v primerjavi z sosedami oziroma državami Evropske unije, kar pomeni, da je še toliko bolj nujno, da se tega lotijo. Vendar, kako? Ja, pravzaprav tudi kar nadaljeval tistega prejle, kaj je njihova
v teh njihovih karakteristik. Ne. Srednjo malo podjetje naj se pravzaprav zagotovi tisto, ne, kar sem prej povedal, da pravzaprav najbolj manjka. Svetovalci si lahko tukaj pomaga, naprimer pri nekem sistematičnem pogledu, če želimo nadoknaditi tisto prednost, ki jo imajo večji, sistematičnem razvoju strategij in uveljavljanju taktike noter v podjetju. To ne pomeni zdaj neke birokracije ali pa več časa. Poiščejo naj si, sem mislil v tem projektnem smislu, poiščejo naj si enega občasnega sogovornika o širini možnosti razvoja tega svojega podjetja, ki ima odprt strateški pogled, brez nekih omejitev, ki jih ponavadi oni sami vidijo, čeprav jih ni, in pa istega tega sogovornika ali pa še enega, ki bo znal dati neke digitalne konkretne izzive tudi. Zdaj, tehničnih izvajalcev, potem, ko bodo vedeli, kaj pravzaprav delati, popolnoma noben problem dobiti naprej. Na ta način bi pravzaprav dobili, oziroma bi se naučili imeti neko stalno sliko svojih možnosti, svojih realnih možnosti, brez strahov in se pravzaprav hitreje in pravilneje odločati o zunanjih in notranjih korakih, ki jih morajo narediti za to naprej. Tako da lahko s tem bi pa pravzaprav maksimalno izkoristili tisto svojo prednost, ki sem jo prej poudaril, ravno to fleksibilnost. Glede na eno vprašanje iz publike, da je recimo iztočnica uspešnost sodelovanja s poslovnimi svetovalci odvisna tako od kompetenc svetovalca kot od faze razvoja naročnika. In če govorimo o malih srednjih podjetjih, je seveda faza razvoja v tem pogledu razumevanja digitalizacije nižja, in je potreben drugačen pristop. Kot si ti rekel, tudi okolje je zelo tisto pomembno, ki daje ti strateški vidik. Sem prav razumel? Smo prav razumeli? Se pravi država, poslovno okolje, ekosistem. Borut. Ja, no, v smislu Petra sprašuješ. Ne. To sem hotel še tebe vprašati. V smislu, relacija svetovalci malo podjetje pa vpliva okolja, ne? Ja. Seveda je to je dosti vpliva ima. Tudi recimo, ko smo se z Italijani pogovarjali, kaj se tam dogaja, tam je recimo ena glavnih ovir, prav pri digitalizaciji, pri teh korakih zdaj, ki jih delajo, je od dveh točk, ki jih imajo pri srednjih in malih podjetjih kot problem, ta prva točka je pravzaprav pomanjkanje kulture uporabe svetovalca. Šele naučiti, kako bi ga uporabili. Oni so celo tukaj šli v pravzaprav nek obvoz, ker za samo strategijo pa za digitalizacijo še vedno ta srednja mala podjetja niso razumela, kaj nisi z nekom pomagajo. Bo to nekdo, ki jim bo kradel čas ali denar ali kaj. In so, čeprav te iste ljudi uporabljajo velika podjetja, precej koristno, s faktorji, kot smo slišali prej, tudi pri malih se to da, in so naredili neko obvoz, da so pravzaprav naredili neke državne spodbude za management inovacij. In na videz ni čisto direktno to, ampak posredno pripelje ta srednja in mala podjetja do tega, da pravzaprav grejo, da se utirijo na ta glavni tir digitalizacije potem. Ok, hvala Borut. Vlado, te je pa vprašal, recimo v tem pogledu mala srednja podjetja, kakšna vprašanja naj si postavijo podjetja sebi in pa svetovalcem, predno grejo v to razmerje, rečemo, sodelovanje z svetovalcem po poti digitalne preobrazbe? Hvala, Nenad, dobro vprašanje. Jaz mislim, da prva stvar, ki si podjetje mora samo pri sebi razjasniti, je kaj cilj, kaj želi za to digitalno preobrazbo doseči. Bodi si učinkovitosti na stroškovni strani, prihodkovni strani, boljše serviranje klientov itd. Kako lahko izboljša svojo dejansko dejavnost in namen, ki ga ima. In ta cilj mislim, da je dostikrat nejasen, nažalost podjetja dostikrat grejo s tem zelo zamegljeno sliko v digitalizacijo oziroma implementacijo, ali lahko rečemo tudi informatizacijo. In dostikrat pride nažalost po statistiki ogromno teh projektov, so bodisi predolgi, ne dosežejo teh učinkov, ki so pričakovani. In se popolnoma strinjam z gospo oziroma gospodično Puc, ki je dala to vprašanje.
treba si tudi vedeti, v kateri stopnji digitalne zrelosti podjetja je. A govorimo o samem začetku, a smo že v kakšnem vzponu ali je to že neko zelo zrelo podjetje. Še en aspekt, ki je zelo pomemben, seveda, da si sami pri sebi podjetje razčisti, ali imate kompetence znotraj podjetja, da so sposobni sami ta projekt speljati od začetka do konca. Kar mislim, da se dostikrat izpostavi, da temu ni tako, ne, in jaz bi rekel, da tu je potem tisti ključna dodana vrednost svetovalca, ne, ki prinaša te izkušnje in to neko metodologijo in pristope, da zmanjšamo tveganja neuspeha na samem projektu. Seveda, da ga držimo znotraj nekega časa, da učinki, kateri so pričakovani, da se dejansko zgodijo. In predvsem, ko si rekel, vprašanje, ki bi ga morali svetovalca vprašati, je glede tega. No, kaj je ta dodana vrednost, ki bi ga svetovalec prinaša podjetju, ne? Tako kot je Marko rekel, dobro, 1:10 se strinjam, to je idealna situacija, ne. Lahko je tako bistveno in na stroškovni in na prihodkovni strani, odvisno od namena, ampak dodana vrednost svetovalca, ker mislim, da so časi mimo tega, jaz ga imenujem tako imenovani paper consulting, kjer ostajajo neki koncepti in strategije na papirju in so podjetja sama zadolžena za implementacijo tega. Mislim, to večinoma je fail v naprej, ne. Tako da hands-on, se pravi, dodana vrednost podjetja. Ja, super, in jasno določena merila merjenja nekega projekta, spremljanje tega in merjenje tega. Peter, zdaj, če se vrnemo na državo in kaj lahko država tukaj pomaga, pa tudi mogoče apropo vprašanja, ki ga imamo od gospoda Zorca iz države, je, država je tudi že prej postavila te strategije, recimo Digitalna Slovenija 2020, imeli smo industrijsko politiko, imeli smo mnogi te dokumente, tudi zdaj pripravljamo nacionalni načrt umetne inteligence, Digitalna Slovenija 27, strategijo industrije. Se pravi, kaj je danes drugače, kaj moramo narediti drugače, da bo ta, da rečem, državni ekosistem še bistveno bolje podprl to? Ja, hvala za ta izziv, ne. V čem je problem, ne? Problem je v tem, da ima vsako ministrstvo ima svojo strategijo umetne inteligence. Se pravi, to, kar je bilo zdaj našteto, tele strategije, ne, so na nivoju posameznega ministrstva. Ne. Zdaj, če gremo čez tudi tista, ki bi mogla delati skupaj, ne, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport bo delalo raziskovalno-inovacijsko strategijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima v javni obravnavi slovensko industrijsko strategijo, Ministrstvo za javno upravo pripravlja strategijo umetne inteligence, pa Digitalno Slovenijo in tako naprej in tako naprej. Se pravi, to samo po sebi, če bi bile te strategije zelo operativne, ni nujno nič slabega, pod pogojem seveda, če bi mi potem imeli nad tem nivojem jasno sliko, kaj je prioriteta. Na tistem nivoju pa, torej, mi imamo strategijo iz leta 2017, ki pove, da je ključen cilj Republike Slovenije dvigati kvaliteto življenja za vse. Tudi v redu. Ne? Kako to narediti? Imate pa dol seznam 12 ključnih ciljev, ki zaobjamejo popolnoma vse to, kar v bistvu država dela. Ne? In iz tega je odgovor, v čem je zdaj ključna razlika morda na kakšno drugo državo, v tem, da prvič, ne, nihče od nas iz teh strateškega okvira ne boste najdel noter elementa, ki jasno sporoča to, kar je prej bilo vprašanje, ne, da je nujno treba nekaj spremeniti, kljub temu, da recimo na Umarju lepo za nazaj pokažemo, ko smo v zadnjih 20 letih nazadovali glede na našo konkurenco, pa ne samo to, kar sem pokazal, še v lanskem poročilu razvoja imate še lepš pokazan glede na pač ostale države srednje in vzhodne Evrope, kako smo daleč najmanj napredovali. In po drugi strani ne povemo, kaj je ključno. Če pogledate recimo strategijo razvoja, ne, vizijo razvoja flamsko, recimo, boste noter videli, ključ je znanje, pika. Ne. Pri nas je pa
Vse je lepo narejeno, naša strategija je tehnično gledano nič narobe z njo, sam nima tega elementa, kaj je ključna zgodba. In v tem je problem v bistvu, kaj zdaj sporočamo, se pravi, to, kar sem prej rekel, neka mobilizacija. In iz tega pol sledi naslednji problem, ker seveda, ko delamo prioritete, kam bomo šli z razvojnimi sredstvi, ki jih imamo na razpolago, seveda ne prioritiziramo tistega, kar je ključno. In posledično, zdaj pa pazite, to tudi odgovarjam na eno drugo vprašanje, povezava med javnimi in zasebnimi vlaganji je izjemno močna. Mi bomo to tudi poskušali delno nasloviti. Sicer konkretno vprašanje je bilo na področju digitalizacije, tukaj so zaradi te podatki o učinku so tako na razpolago, da jih je vezati na instrumente javne uprave zelo težko, zaenkrat nam to še ni uspelo, je pa to možno narediti, ko gre za izdatke za raziskovalno razvojno dejavnost. To pa bomo predvidoma pokazali, ampak če stopimo korak nazaj, tudi pogledamo, kaj se recimo dogaja znotraj Evropskega inovacijskega indeksa, vidite, da ta povezava je zelo močna. Se pravi, hočem reči, zelo pomembno je ne samo kakšno klimo država ustvarja, ampak tudi kako spodbuja država vlaganja. Tako na strani recimo znanja, raziskovalne razvojne dejavnosti, raziskovalne opreme, to je vse en paket modernizacije, vključno z vlaganji seveda v IKT. Naslednja zgodba je pa seveda nekaj, kar je pač temu združenju zelo blizu. Če pogledate vprašanja, tole anketo, ki dela SURS, kaj je problem, podjetja imajo malo problema s časom, malo imajo problema s prioritizacijo lastno, ko se premalo sami zavedajo, kaj bi bilo treba narediti. Malo imajo problem z razpoložljivimi sredstvi, malo pa, da ne vejo kako. In tukaj je pa zelo pomembno poslovno okolje in kvaliteta tega tudi svetovalnega okolja. In tukaj so stvari, kot je, tukaj moram biti pozitiven, tukaj se Spirit zdaj, to bi zelo pozdravil, poskuša angažirati, optimizirati to podporno okolje, ga nadgraditi, podpreti, sistematično podpreti na dolgi rok, da se bo vedel, kdo dela kaj, da bomo znotraj tega podpornega okolja da boste lahko izgradili svoje kapacitete, da bomo sem pripeljali vrhunske strokovnjake, da jo drugih nam hodili, da mi hodimo k drugim. To ni, hočem reči, to je en cel proces, ki mora imeti nek dolgoročen proces in ki neposredno vpliva tisto, kar sem prej izpostavil in je pol Borut podkrepil. Tukaj še posebej nam nastaja luknja potem pri malih in srednjih podjetij. Velika so dovolj močna, najdejo, vsi pripeljejo, ni problem. Pri majhnih in srednjih se pa pokaže bistvena razlika. In tukaj je to, mislim, da so ključne stvari. Posel pa še ostale, od tako, kot sem prej omenil, dosega družbenega konsenza, pač okrepiti tudi ta vključujoča ta rast, se pravi te socialne mreže, okrepiti znanje in tako naprej. Ampak že samo, če bi začeli s te neko mobilizacijo in vlaganje, mislim, da smo lahko hitro na pozitivni strani. Hvala lepa, Peter. Se pravičujem dodal, zelo se strinjam popolnoma s tem, kar je Peter rekel in zavzetostjo. Jaz bi rekel, ena ključna stvar, ki tu meni manjka, je seveda en katalizator za vse to, da treba začeti, ko si nekdo omenil Estonijo in estonsko vlado, sem imel priložnost se z njimi pogovarjati. Digitalizacija in digitalna transformacija same družbe in posledično potem podjetij se mora začeti tudi na državnem nivoju. Dokler imamo, ne govorimo samo o spodbudah finančnih in podpornih, ampak tudi samih aktivnostih in projektih na državnem nivoju, ne govorim o posameznih ministrstvih, uradih in tako dalje. Vidimo zrelost na relativno nizkem nivoju. Jaz mislim, da je to tudi en od ključnih stvari, ki bi katalizirali vse to skupno. Hvala lepa. Jaz bi dodal temu, kar je tudi Peter, kar sta oba povedala, kar se tega okolja tiče, ekosistema, kaj mora država storiti, je tudi, da posebej, ko se pogovarjamo o srednjih malih podjetjih, da uporabite Digital Innovation Hub Slovenija, ki je one-stop shop za podporo digitalizacije srednjih malih podjetij, ima veliko zanimivih storitev in tudi nove storitve razvija v to smer. Tako da daje tisti sigurno zanimiv prvi korak, prvi nasvet, kako se tega lotiti tudi z nekaterimi brezplačnimi storitvami, ki jih pripravlja. Mogoče klele, kar se tega okolja tiče, Borut,
bi dodal mogoče kaj iz Italije, kakšno dobro izkušnjo, ki jo do zdaj nismo rekli, kar se okolja tiče, kako Italija to dela, pa da bi se lahko iz tega kaj naučili? Ja, ravno tole sem pravzaprav že povedal, to se mi zdi zelo interesanten obvoz, ne. Prva zadeva, s katero se spopadajo, je ravno ta pomanjkanje kulture uporabe svetovalca pri srednjih in malih podjetjih in zaradi tega oni niti ne pridejo kako bi rekel, niti do teh, da bi razmišljali o možnostih digitalizacije pa tega, ker se pač za to niti toliko ne zanimajo kot naši, ne, niso niti na neke gadžete pa take stvari toliko, bi rekel, jih toliko ne zanima, ne. Druga stvar je pa, da se je zgodilo pri njih to, da so IT svetovalci pravzaprav začeli ponujati vse, ne, se pravi z neko strategijo in s tem vred in so celo zaposlili precej svetovalcev z področja poslovanja, strategije in tako naprej, ne, ampak s časom so jih potem podelili svojemu IT produktu. Ne, tako da potem postane ta pogled praktično preozek, kadar nek tak svetovalec pride v hišo. Ne, preveč operativno se ukvarjajo temu, kar smo mi danes rekli, pač neka informatizacija na nekem operativnem nivoju. Ne, premalo pa pogledajo pravzaprav, kje bi lahko podjetje prav na prihodkovni strani pridobilo. Ne, in točno to je izpostavljeno s tem, kako bi rekel, pomanjkanjem uporabe teh strateških svetovalcev, predvsem pri SME-jih seveda. Povedati treba to, da se Italijani zelo dobro počutijo na strani uveljavljanja industrije 4.0, ne, pri velikih podjetjih, na drugi strani pa pravzaprav res ta mala podjetja poudarjajo. Še toliko bolj jih pravzaprav to še boli, ker ta srednja in mala podjetja so bila v severni Italiji pravzaprav motor razvoja od druge svetovne vojne pa do skoraj bi rekel, nekih 10 let mogoče nazaj, ne. In to je bil celo svetovni vzor pravzaprav ene take regije, ki pravzaprav to, kjer se zelo zdravo in organsko rastejo ta družinska srednja in majhna podjetja. Tako da zelo jih zanima, kako bi pravzaprav to spet nazaj v ta pogon spravili. In tisto, kar sem prej omenil, ne, ta innovation management, ne, to je pa zanimivo, neka ključna beseda, na kar pa primajo. To se mi zdi zanimivo. Inovacije, to vejo, da to potrebujejo, pa ne vejo kako, ne, in potem skozi ta innovation management pravzaprav seveda pridemo paralelno zraven tudi z vsemi pojmi od cloud computinga, digitalizacije produkta, storitve, trženja in tako naprej, ne. In se skozi ta vrata potem in seveda v kombinaciji z inovacijami ne odpirajo potem polja, ki jih ta podjetja strateško vidijo za nek svoj nov prihodkovni razvoj, ne. Ok, hvala lepa, Borut. Jaz upam, da nam deleženci ne zamera, če smo par minut daljši pri tej zelo zanimivi debati. Ampak zdaj gremo k zadnjemu vprašanju. Prosim bi vas zelo na kratko, če odgovorite tako v stavku ali dveh, kaj je ključno v podjetju oziroma recimo Peter, v državi, da podjetja postanejo konkurenčnejša, ampak tista ključna prva stvar, da podjetja postanejo konkurenčnejša, pa da lahko skupaj poletimo proti vodilnim EU državam na področju digitalizacije. Tudi, če ste to že prej skozi razgovor povedali, ampak kaj je tisto, kar želite, da nam ostane v spominu. Matjaž, prosim. Ja, vsekakor, bom rekel, stališče države, ne, svoboda podjetništva, ne, in pa debirokratizacija, bom rekel, storitev države do celotnega okolja, ne samo do podjetniškega, ampak tudi, bom rekel, do nas prebivalcev, no. Do družbe, ne rečemo, ja. Do družbe, ja. Vlado? Jaz bi rekel, da je za naslednjih par let idealen čas za to, sploh z prihodom tega mehanizma resilience and recovery, no, kako je odpornost, kjer bo ogromno sredstev namenjeno digitalizaciji, trajnostnemu učenju. In če bi rekel 3 stvari, ki so pomembne za podjetje in za vse pri tem procesu, je učenje, se pravi izpopolnjevanje in dvig kompetenc. Ok. Peter? Ja, jaz bi rekel, da se moramo začeti počasi zavedati, da mi ne tekmujemo s svojo preteklostjo, pač pa z drugimi državami, regijami in podjetji.
in da si moramo zavedati, da zelo zamujamo, ne? Mi zelo zamujamo. Tudi COVID smo ga že praktično 3/4 časa, ki so ga podjetja imele, smo že zapravili, ne? Mi smo tam razne razpise zapirali, pa tako medtem, ko so drugi, ne, z lopatami metali denar na to področje. Tako da moje priporočilo bi bilo radikalno, takoj, bistveno povečati vlaganja in se profilirati pa skupaj podjetja z državo. To pa smo začeli delati z strategijo pametne specializacije, za katero trdim, da je bila proces, ki je šel v pravo smer, samo še v 2-3 prestave dvignemo in smo na konju. Hvala lepa. Borut, kot predsednik upravnega odbora, imaš zadnje 2 stavke. Mogoče, glede na to, da sem praktično ves čas govoril o srednjih in malih podjetjih še tukaj, bi prav apeliral na njih. Torej, srednja in mala podjetja, tudi če imate vse urejeno, pa poslujete tako, kot je treba in je vse lepo in v redu, naredite si delavnico, kjer pravzaprav boste iskali, kje so idealni potenciali za vas. Ne? V stroškovni strani, seveda pa predvsem na prihodkovni strani. Toliko. Hvala lepa. Torej, hvala vsem sogovornikom okrogle mize za sodelovanje, konstruktivno debato, iskrive in pomembne komentarje, predloge. Če bi bil v dvorani, bi rekel, prosim publiko za en aplavz, tako pa si lahko, ali pa vam lahko zaploska vsak pri sebi doma. Ugotovili smo, kako pomemben oziroma najpomembnejši vpliv na produktivnost ima digitalizacija, ne samo podjetje, tudi družbe in nazaj družba in država na podjetja. In da ima tudi številne druge učinke, ki so pomembni. Peter je zdaj omenil tudi to mednarodno okolje, ki se ga nismo posebej lotili, se pravi, absolutno je konkurenčnost ena od ključnih vidikov, kjer digitalizacija, posebej, ko govorimo o tej prihodkovni strani, igra ključno vlogo. Prav tako lahko zaključimo, da je sodelovanje svetovalcev lahko zelo koristno, slišali smo 10-kratno koristno in da hitreje in zanesljive pripelje do cilja uspešne digitalizacije, kot če se tega lotevamo sami. Za pospešek digitalizacije bo pomembna tudi vloga države in to, kot je rekel Peter, takoj, zelo takoj. Čeprav seveda morajo tudi podjetja sama poskrbeti za sebe in za vlaganja v tako v tehnologijo, kot smo slišali, še bolj pomembno ali pa najmanj to pomembno v kompetence, v mehke veščine. In tukaj bi omenil, da prehajajo čisto praktično konec meseca naj bi se pravi zelo v kratkem bili na voljo spet voucherji za digitalno preobrazbo, za pripravo digitalnih strategij, digitalni marketing, kibernetska varnost in tako naprej. Upajmo, da kmalu tudi zopet razpis za digitalno preobrazbo. In da smo na ta način, ko smo slišali, lahko optimistični, vendar ne, če zavihamo rokave, da lahko pospešimo med vodilne. Da torej zmoremo nekako skupaj. Konec koncev so športniki naši res dober zgled in to nam kaže že leta in leta, da smo s pravim treningom in podporo lahko med vodilnimi v svetu in celo vodilni na izbranih področjih, kot je rekel Peter, tam, kjer smo to lahko. In da torej skupaj v sodelovanju zmoremo in rekel bi, zmoremo preboj za uspešno, humano digitalno Slovenijo. Hvala tudi vam vsem udeležencem za sodelovanje, za vaše vprašanja. Upam, da je današnji seminar prinesel nekaj koristnih razmislekov in iztočnic za vaše nadaljne aktivnosti in odločitve. In ker smo v času korona omejitev, velja latinski pregovor: živi tako, kot lahko, če ne moreš tako, kot hočeš. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje. Ja, hvala lepa.